Najprej pa odgovor na vprašanje, kakšen zrak smo dihali v torek. Kakšen je zrak v temle trenutku, ura je 10:30, prometa je kar nekaj. Jaz sem pogooglala zjutraj, sem pogledala, preverila. Moram reči, da zdajle je neka inverzija in da ob inverziji, se pravi, so tudi povišane vrednosti prašnih delcev. Tako da kar se odraža tudi trenutno tukaj na tej postaji, zdaj prekoračitev ni v Medvodah, res redko pride do prekoračitev prašnih delcev. V lanskem letu je recimo bila na tej postaji prekoračena zgolj 7-krat, dovoljeno je pa 35 prekoračitev. Tudi danes ta prekoračitev ne bo dosežena, gibajo se delci okrog 40 mikrogramov na kubični meter. Dnevna mejna vrednost delcev PM10 je sicer 50 mikrogramov na kubični meter. Zgodovina merjenja zunanjega zraka v naši občini sega v leto 2007, ko je Agencija Republike Slovenije za okolje svojo merilno postajo sprva postavila na Svetju v neposrednji bližini krožišča, potem pa še v neposrednji bližini občinske stavbe na sotočju obeh rek. Oddelek za okolje na Elektroinštitutu Milan Vidmar iz Ljubljane pa je že takrat imel merilno postajo v neposrednji bližini ceste ob Sori. Rezultati meritev so takrat kazali na izrazitejšo obremenitev z ogljikovodiki, dušikovimi oksidi, prašnimi delci in ozonom. Takšni rezultati so bili takrat tudi povod za namestitev stalne merilne postaje, ki zadnje leto stoji na novi lokaciji, nad križiščem med Donovo in Medvoško cesto v neposrednji bližini Gorenjske magistralke. Prestavitev je bila potrebna tudi zato, ker se bo na dolgoletni lokaciji gradil prizidek zdravstvenega doma Medvode. Je tale okoljska merilna postaja sedaj na novem mestu, na boljšem mestu, na drugačnem mestu? Kaj je mogoče njena specifika? V bistvu bi rekla, da zdaj je bolj izpostavljena, se pravi, glavni prometni liniji, ki poteka preko Medvod. Bila sem majčkeno presenečena nad izmerjenimi vrednostmi, sploh nad prašnimi delci, ki so bili v povprečju v letu 2024 celo nižji kot v preteklih letih gor na prejšnji lokaciji. Zdaj to je lahko se pravi, kar kaže v bistvu na to, da so tlele na tem dotičnem mestu, se pravi, meteorološke razmere takšne, da je boljša prevetrenost in da se pravi, te prašni delci se bolj razporedijo. Skoraj nepretrgoma že vse od septembra 2011, ko je bila postavljena stacionarna merilna postaja, torej razpolagamo z rezultati meritev parametrov, kot so lahkohlapni aromatski ogljikovodiki benzena, tolena in metapara in ortoksilena. Policiklični ogljikovodiki so, se pravi, predvsem rakotvorni, izhajajo, zdaj, če rečeva za tolena, je prisoten predvsem v topilih, razredčilih, kakšnih kemičnih izdelkih, se pravi čistilih in pa nekaj ga je tudi, se pravi, v samem prometu, se pravi pri izgorevanju prisotnega in pa seveda v industriji, ki je tudi verjetno glavni vir emisij. Vsa ta leta meritev izpostavljamo, ne glede na lokacijo okoljske postaje, predvsem problematiko tako imenovanih špic, maksimalnih urnih koncentracij toluena. Najvišja urna koncentracija je bila lansko leto zabeležena 14. junija ob 23. uri, kar 281 mikrogramov na kubični meter. Sedaj smo mogoče še nekako bliže vsem potencialnim onesnaževalcem, tovrstnim. Vse te špice tudi sedaj odražajo oziroma kaj kažejo? Ja, te špice so nažalost tudi v letu 2024 bile prisotne, predvsem so prisotne v poletnih mesecih. Zdaj težko karkoli rečemo, mi smo več analiz tekom teh prejšnjih let delali, da bi probali izvedeti, iz kje je vir tega smradu, teh špic smradu, ki se pojavljajo. Takrat, ko je bilo objavljeno oziroma smo bili pozvani, smo zmeraj naredili analizo. Nažalost ne moram na nobenega oziroma nič reči, iz kje prihajajo te viri emisij. Je pa seveda to nekaj lokalnega, ki se dogaja v Medvodah, ker drugje te meritve se izvajajo tudi v drugih mestih po Sloveniji. Tam take vrednosti vsekakor niso dosežene. Kar je tudi slaba stran tega, je to, da ta stvar nima mejne vrednosti. In potem še vedno tudi ne govori se o njej, tudi z novo direktivo, ki je v pripravi.
še ne bo podala mejnih vrednosti za toluen. Tako da je potem tudi iz tega stališča zelo težko karkoli narediti, ne. Evropska unija je sicer sprejela novo direktivo, ki bo začela veljati leta 2030, kjer bodo uveljavljene nekatere novosti. Med drugim določena tudi mejna vrednost za PM2,5 delce. Predvsem pa se obetajo strožje mejne vrednosti. Kot smo slišali, pa še vedno ne za toluen. Nekako takole na splošno, kakšen zrak smo v letu 2024 v Medvodah dihali. Vemo, da je bilo malo manj pritožb ali pa smo se pač tako navadili kot leto poprej. Ja, to je zelo težko reči, se pravi, zdaj tako, kot sem že rekla, ne, se pravi, s prašnimi delci nekje občina Medvode nima težav oziroma do prekoračitev ne prihaja. Pojavljajo se te špice smradu oziroma kakorkoli te oblaki smradu, ki so bili pa prisotni tudi v 2024. Če bi rekli tako na splošno, je bila odločitev, da se prestavi na to mesto, ta merilna okoljska postaja, prava odločitev oziroma bi jo vi prestavili še kom drugem? Jaz mislim, da je bila prava odločitev, tukaj je pač se pravi bližje samemu središču, kar pomeni, da se spremlja pač se pravi zrak, kateremu je pač občina Medvode v samem središču izpostavljena in njeni seveda občani.